V Radovljici je na predvečeru državnega praznika 25. junija potekala osrednja prireditev pri Lipi samostojnosti. V kratkem kulturnem programu, ki ga je zrežiral Rok Anders, je nastopil pihalni orkester Lesce in folklorna skupina Kropa. Slavnostni govornik pa Ciril Globočnik, župan občine Radovljica. Spoštovani, z aplavzom pozdravimo prihod praporjev Pokrajinskega odbora Zveze veteranov vojne za Slovenijo Gorenjska, Območnega združenja Zgornja Gorenjska, Območnega združenja Bohinj, praporjem pa poveljuje Bojan Lemut, pokrajinski praporščak Zveze veteranov vojne za Slovenijo. Lepo pozdravljeni na praznovanju državnega praznika, Dneva državnosti. Zbrali smo se ob simbolu slovenstva, Lipi samostojnosti, da bi se s kratko slovesnostjo spomnili na enega najpomembnejših trenutkov zgodovine Slovenije. Osamosvojitev se večkrat naslavlja kot uresničitev večletnega sna našega naroda. Osamosvojitveni procesi so prebudili slovenski narod in ga postavili na zemljevid kot samostojno državno skupnost. Jutrišnji praznik je torej obeleževanje živega spomina. Ni mrtev datum ali oddaljena preteklost. Jutrišnji praznik živimo in dihamo vsak dan. Bratje, v Triglavu ognji goji, žarki kresovi, krvavi plameni, kako silni meči ognjeni, ki jih sami arhangli vihti. Bratje,
naša pomlad ga izstal, bista kobuja, močna koval. V naša domovja se je zagnala, tmoja sklala, sonce skovala, sonce, kralja Matjaža dan. Bratje, v sedlo, vajeti v dlan, Drava nas zove, Jadrano jove, vranci naj skejšajo trde podkove. Bratje, naprej! Bratje, naprej je svoje fante s pesmijo pozval general Rudolf Maister. K mikrofonu vabim župana občine Radovljica, gospoda Cirila Globočnika. Spoštovani državni svetnik Bogomir Vnučec, cenjeni svetnice in svetniki, predstavniki krajevnih skupnosti, pripadniki teritorialne obrambe, veterani vojne za Slovenijo, dragi Radovljičani, občanke, občani. 25. junij 1991 je rojstni dan Slovenije, ki ga praznujemo kot dan državnosti. Na ta dan smo razglasili samostojnost, sprejeli smo deklaracijo o neodvisnosti Slovenije in temeljno ustavno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije. S tem dejanjem se je začela 10-dnevna osamosvojitvena vojna, vojna za Slovenijo. Delovali smo enotno, odločno, razumno in pogumno in tako dosegli svoj skupen cilj. Podobnemu vzorcu ravnanja Slovenk in Slovencev smo bili priča v minulih mesecih. Vsi skupaj smo ponovno dokazali, da nam je mar drug za drugega. Obdobje epidemije koronavirusne bolezni 19 smo uspešno prebrodili z dobro organizacijo štaba civilne zaščite in občinske uprave, krajevnih skupnosti in drugih sodelujočih organizacij. Občanke in občani pa ste medsebojno pomoč tudi odlično samoorganizirali. Ob vaši skrbi za svojce in sosede je bilo malo takšnih, ki so potrebovali organizirano pomoč. Na lokalni ravni je sistem deloval, občina je izpolnila naloge, zaradi katerih je ustanovljena. Zagotovili smo delovanje nujnih služb, zadostno količino zaščitne opreme, pomoč domu dr. Janka Benedika, vzpostavili informacijsko pisarno, zaznali in odgovorili smo na težave, s katerimi so se soočali občanke in občani. Ogromen obseg prostovoljnega dela je opravilo Radovljiško območno združenje Rdečega križa z delitvijo solidarnostne pomoči. Prostovoljci Rdečega križa in novi prostovoljci, ki so se v velikem številu odzvali na poziv k sodelovanju, so upravljali tudi prevoze in nakupe za občane. Picerija Matiček je ljudem v socialni stiski donirala skoraj 1300 toplih obrokov. Podjetja iz našega okolja, Elan, Metron, Dobida in obočno obrtno-podjetniška zbornica Radovljica pa so podarila zaščitne maske, ko smo jih najbolj potrebovali. Razmere so se umirile. Prišel je čas za razmislek in umiritev našega vsakdanjega tempa ter hkrati čas za podporo lokalnemu gospodarstvu in podjetništvu, da bo življenje v naši občini in domovini Sloveniji še naprej lepo in zadovoljno. Za dan državnosti vam čestitam, želim vam veliko zdravja in čim manj skrbi. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu županu za tale nagovor. Pred 100 leti sta se v slovenski narodni spomin zavedno zapisala dva tragična dogodka. Oba še danes živo pričata o trdoživosti slovenskega naroda, da obstane na svoji zemlji, ne glede na čase in režime.
Junija 1920 so fašisti požgali Narodni dom v Trstu, kulturno, gospodarsko in izobraževalno središče tržaških Slovencev. Leta 1920 pa je bila po plebiscitu izgubljena Koroška. Celovec kot eden od mejnikov slovenskega ozemlja je ostal izven matične domovine. Podobna usoda je v istem obdobju doletela tudi Trst. Obeh dogodkov se v svojih delih spominjata Rudolf Meister in Boris Pahor. Od Labuda do Baškega jezera je naša straža stala. Je včasih iz src in včasih iz pušk zapelo in tam pri Vovbrah, tam ob Krškem bregu, je v naših vrstah rdeče zacvetelo. Zdaj v Klasju, zdaj v božičnem snegu, za našo Gospo sveto. A v letu 20. so nam Gospo iztrgali z lažjo in v naših okencih so nageljci zajokali. Iz novih cvetov pa jim udarja vera, da še bo Gospa sveta zvala. Nad ulico Komerciale ni bilo večera. Požar je bil nad strehami kakor od sonca, ki se je raztapljalo in krvavelo v mraku. Openski tramvaj je stal. Drevje v Riklijevem vrtu pa je bilo negibno v rdečem ozračju. In ona dva sta tekla in se držala za roko. In nad njima so letele po zraku iskre, ki so prihajale z Oberdankovega trga. In nič nista vedela, kam tečeta. More biti samo v smer, odkoder plavajo iskre, ki so kakor kresnice. Oberdankov trg je bil poln ljudi, ki so kričali v rdeči svetlobi. Okoli velike hiše pa so možje s črnimi srajcami plesali in vpili. Viva! Viva! Tekali so sem in tja, kimali z glavami in vzklikali. Eja, eja, eja! In drugi so tedaj zakričali. Alala! Iz trobente gasilcev so takrat zatrubile skozi gneče, a je bila potem še večja zmešnjava, ker črni možje niso pustili avtomobilov, da bi prišli zraven. Obkolili so jih in plezali nanje in grabili gasilcem cevi iz rok. Eja, 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 alala! So kričali in noreli in vse naokoli je bilo zmeraj več ljudi. Ves Trst je gledal visoko belo hišo, ki je imela zublje na vseh oknih. Plameni so kakor ostri jeziki, kakor rdeče zastave. In Evka se je tiščala k Branku, ker v veliki hiši so bile zraven zubljev tudi postave na oknih. In ena je pravkar stopila na okno in hušknila mimo rdečega jezika, ki je oblizoval okno. Možje s črnimi fesi so peli, a gasilci so vseeno razvijali dolge cevi in množica se je razmikala. In curki so brizgali visoko in so bili cvileči, peketajoči vodometi sredi škrlatnega večera. Črni možje pa so vpili in rajali kakor indijanci, ki so privezali žrtev h kolu in zanetili pod njo ogenj. Rajali so z manganeli in sekirami v rokah. Tedaj je sekira presekala gasilcu cev in curek se je ustavil visoko v zraku, kakor bezgov cvet, ki ga ogenj zlati. Potem je cvet padel in iz presekane cevi v gasilčevih rokah je vrela voda, kakor iz žile kri.
Spoštovani, današnjo slovesnost smo ob organizaciji občine Radovljica in po scenariju Roka Andresa izvedli. Pihalni orkester Lesce z dirigentom Gašperjem Breznikom ter člani kulturnega društva Kropa, recitatorji Alma Jelenc, Špela Habjanič, Rok Filipovič. In povezovalka Suzana Adžič. Letošnji, sicer tradicionalni teki Radolške desetke so prestavljeni na prihodnje leto. Hvala vsem, ki ste se zbrali in počastili jutrišnji praznik. Program zaključujejo leški godbeniki, mi pa z aplavzom pospremimo odhod praporščakov. Lep začetek poletja in ponosen dan državnosti. Srečno! Korak naprej!